Volivci v 50 zveznih državah oddajajo svoj glas za predsednika. A v zmagi ne odloča število glasov posameznih volivcev, ampak število glasov elektorjev. Tudi elektorji so politiki, ki jih zberejo volivci. Vsaki državi pripada določeno število elektorjev, to je odvisno od števila njenih prebivalcev. Tako ima na primer Kalifornija največ kar 54 elektorjev, 7 najmanj poseljenih zveznih držav pa ima le po 3 elektorje, vseh skupaj je 538. Vsi elektorji v določeni zvezni državi pa morajo glas oddati za tistega predsedniškega kandidata ali kandidatko, ki je na tem območju dobil največ glasov volivcev. Temu načelu rečejo tudi zmagovalec pobere vse, the winner takes it all. Predsedniški kandidat za zmago tako potrebuje 270 elektorskih glasov. 20. januarja 2025 se bo tako že drugič v Belo hišo vselil Donald Trump. Predsednik je v ZDA nosilec izvršne veje oblasti in poveljnik oboroženih sil, ki letno zasluži $400,000. Njegov moto je Amerika na prvem mestu. America first. Trump torej želi pokazati manj obzirnosti do drugih držav. Že v kampanji pred volitvami je napovedal, da bo ponovno zavaroval meje države in se boril proti nezakonitim priseljencem. Obljublja, da bo na vse izdelke in dobrine iz tujine uvedel visoke dajatve, tako imenovane carine. Napovedal je konec vojne v Ukrajini in Gazi, a ni razkril, kako bo to storil. Številni menijo, da bo le umaknil veliko finančno in vojaško podporo Ukrajini. Verjetno bo skušal tudi omejiti sodelovanje ZDA v mednarodnih organizacijah in partnerstvih, kot sta na primer Organizacija Združenih narodov in NATO. Že od njegovega prejšnjega predsedniškega mandata pa je znano, da ne podpira pariškega podnebnega sporazuma in ni naklonjen prizadevanjem za zmanjšanje ogljičnega odtisa države.